Živijo, danes vam bom povedal par napotkov v primeru, če imate bolečine v vratni hrbtenici, ker to je tudi zelo pogost problem v današnjem svetu, sedeče delo, delo z računalnikom, ponavljajoči se gibi in lahko imamo bolečine v vratni hrbtenici, se zbudimo zjutraj z tako imenovanim Hexenschussom, huda bolečina, kaj najprej narediti, ponavadi greste k osebnemu zdravniku, vas napoti na fizioterapijo, tam dobite vaje, ki bolj vključujejo gibe v vratni hrbtenici. Jaz bi vam pa predstavil še dve vaji, ki sta za moje pojme tudi zelo koristni, jih lahko delate tudi doma, ne rabite hoditi na fitness, in vključujejo gibalne vzorce v ramenskem obroču, in vključujejo gibanje same lopatice. Zdaj bo Kirš lepo pokazal prvo vajo, to je elevacija lopatice. Mišica, ki ta gibalni vzorc izvaja, je mišica trapezius, ki se nahaja na hrbtu in izvira iz glave in se pripenja nekje na sredino hrbta. Zelo velika mišica in tukaj lepo vidite, kako se ta mišica napne, ko Kirš dvigne lopatice, gibalno vzorce elevacija in potem tudi nasprotno depresija lopatice. S tem krepite zgornji in spodnji del te trapezius mišice. Zdaj še naslednja vaja, ki je tudi primerna, če imate bolečine v vratni hrbtenici, ker s tem pripomorete k krepitvi teh oblopatičnih mišic, ki tudi pripomorejo k temu, da se bolečine zmanjšajo. To je pač gibalni vzorc lopatice in je to retrakcija lopatice, ki je zdaj lepo pokazal. To lahko delate zopet doma z elastiko in v bistvu delate premik lopatice k hrbtenici. To je mišica rhomboideus, ki je pod trapeziusom. Ta mišica se na zunaj ne vidi, ampak se nahaja nekje med lopatico in hrbtenico in dela premik lopatice. To je kot da bi hotel, jaz ka imam roko zdaj med lopaticami, da bi Kirš hotel z lopaticami roko uščipati. Tako da to je gibalni vzorc retrakcije lopatice, tako da antagonist tega gibalnega vzorca je mišica serratus anterior, ki je tukaj spredaj in v bistvu krepite obe mišici, ki sta zelo primerni tudi za same bolečine v vratni hrbtenici. Tako da priporočam te dve vaje, da še dodate in bolečine v vratni hrbtenici bi mogle biti malo samo stvar preteklosti.